Predstavlja se literarno društvo Sončnica iz Rogaške Slatine, ki je bilo ustanovljeno 2012. leta. Ima okoli 20 članov, vsi niso ravno literarno aktivni, so pa naši dobri podporniki, ki prihajajo na naše prireditve. Letošnje leto smo kljub vsem omejitvam izdali že 8. zbornik, skupni zbornik, kjer predstavljamo svoje literarne dosežke, svoje najnovejše literarne spise v obliki poezije in pa proze. Tako da vesela sem, da nam je uspelo tudi letos izdati to skupno knjigo. Pred nami je eden od članov literarnega društva Sončnica, Franc Branko Janžek, ki ima precej lep literarni opus knjig, to, kar vidimo pred sabo. Franc Branko Janžek je bil tudi moj sošolec, ko je prišel iz Svetega Florijana, kjer je obiskoval 3 razrede osnovne šole, v osnovno šolo v Rogaško Slatino, in tam sva bila sošolca, zato ga bom tudi v nadaljnjem pogovoru tikala. Po končani šoli je zaključil izobraževanje, tako da je postal pomemben bankir in se je ukvarjal s finančnimi posli. Med drugim je pa bil tudi v domačem kraju ves čas zelo aktiven, bil je pobudnik in ustanovitelj kulturno-prosvetnega društva Savina Sekirnik v Stojnem Selu. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1978. Takrat je deloval mešani pevski zbor, dramska skupina, ki jo je vodil, in pa knjižnica. Igrali so celo 10 iger. Leta 1983, že takrat, je pripeljal v svoj majhen kraj RTV ekipo, ki je posnela odmevno oddajo Naš kraj. In to je bil kar velik dogodek za takratni čas in takratni kraj. Branko se veliko ukvarja tudi v prostem času s čebelarstvom, čebele je pa podedoval po svojem očetu, tako da je tudi član čebelarskega društva Rogaška Slatina. Pri Sončnici, našem literarnem društvu, pa opravlja tudi dela tajnika in pa blagajnika, za kar smo mu vsi zelo hvaležni. Leta 2008 je v Rogaški Slatini prejel občinsko priznanje za delo na kulturnem področju. Branko, kdaj si nekako začutil poziv, da bi začel pisati? Kdaj si začel pisati in kaj te je pravzaprav pritegnilo k pisanju? Pisati sem začel zelo pozno, ko sem že bil par let v službi. In te prve objave sem objavljal v časopisu Kmečki glas. To so bile črtice na kmečko življenje. Kot pa se spomnim, sem pa kot otrok popisal vsak kos papirja. Tako da sem pisal vedno z velikim veseljem, pri tem pa, ko sem veliko pisal, sem še pa več bral. Ob branju sem se vedno potem sam ustvarjal svoje zaključke zgodb, svoje, kako bi nadaljeval jaz z pisanjem. In to sem tudi menda počel, ker ti zapiski, ko sem jih takrat delal, so se izgubili, ker sem jih skrival pred vsemi. Imel sem pa vedno neko vizijo, idejo, kaj bom pisal, če bom kdaj pisal. In to so dogodki in stvari iz domačega kraja. Ker imam vedno to, da se, kar se pove, se rado pozabi, kar se zapiše, pa ostane. In to zdaj tudi uresničujem. Večinoma v vseh svojih knjigah opisujem ravno ljudi in življenje v tej domačem kraju. A imaš kakega posebnega pisca, ki ti je zelo pri srcu? Nekega, mislim, vzornika nisem nikdar imel. Prebiral sem vedno zelo rad slovenske avtorje, tudi tuji mi niso. Tako da včasih pravim, da preveč berem.
ker se navlečem knjig, pa potem to treba predelati na hitro in zato včasih tudi površno berem. Ne. Med slovenskimi starejšimi avtorji pa najbolj spoštujem Miška Krajnca, ki je opisoval, bi rekel, svoje Prekmurje, tisto pokrajino, te ljudi. In to je izstopa knjiga, strici so mi povedali, prebral sem že ne vem kolikokrat in vedno še rad odprem kje na sredini, čeprav že tekst dobro poznam, še vedno najdem kakšne nove stvari, nove zanimivosti. Druge pa tudi vse slovenske avtorje, sploh mlade, pa rad prebiram mlajše generacije avtorjev, ker me zanima, kaj je zdaj v trendu pisanja. Bi nam prosim malo predstavil svoj opus, ki ni tako majhen, knjige, naslove in zelo na kratko s stavkom ali dvema, kaj v posamezni knjigi opisuješ? Prva knjiga, ki sem jo napisal, to je tale manj drobna knjižica, to ima naslov Sveti Florjan v Bovču, izdana je bila leta 1994. To je zgodovina kraja, ki se je takrat zbrala lahko. Kraj se še takrat imenoval Stojno selo, Sveti Florjan je bila pa Fara. Potem je sledila knjiga Goronci, ta je bila izdana leta 2001. To opisuje ljudi, ki smo jim mi rekli, da so Goronci, ki so bili nad hribih, nad našo mojo, mislim, domačo vasjo in so prihajali dol in smo jim vedno rekli, to zdaj pa grejo Goronci. Leta 2003 je Čebelarsko društvo praznovalo 80-letnico in takrat je padla ideja, da bi izdali zbornik. Ta zbornik sem potem pripravil za 80-letnico. Leta 2004 pa sem izdal knjigo Bolj ko odhajam, bolj se vračam. To knjigo sem posvetil mami, ker je na starost se je mama vedno bolj vračala v svoj kraj, hrepenela po svojem rojstnem kraju. In nekoč, ko mi je nekaj pripovedovala, mi je tudi rekla ta stavek, veš, bolj ko odhajam, bolj se vračam nazaj. Naslednja knjiga, ki je šla leta 2007, so pripovedi. Tu sem zbral originale očetov, dnevnik, ki ga je zapisoval kot mobiliziran nemški vojak in potem, ko je prišel nazaj v partizane, dodal sem še nekaj svojih zgodb, tako da je ta dnevnik. Potem je pa nasledilo, da smo se z pevci cerkvenega pevskega zbora Sveti Florjan dogovarjali in dogovorili, da smo izdali eno brošurico o cerkvenem in posvetnem petju pri Svetem Florjanu. Leta 2011 je bila tiskana knjiga Naš Jošt. To je ena zgodba o trgovcu, prvem trgovcu, ki je bil pri Svetem Florjanu. Potem sem tudi na pobudo, tudi sem nekaj slišal legende o Ložnem, to je Cerkev Marije Loreto na Ložnem, in sem potem na to temo napisal svojo novelo, svojo legendo. Temu je pa sledila knjiga, ki je šla leta 2015, Babja hiša. To so bili čisti pripovedi, zgodbe iz domače vasi. In po tej knjigi pa sem se malo umaknil, ker sem delal vedno v ženskih kolektivih, pa sem napisal knjigo One, to je zbirka novel. Zadnja, ki sem pa leta 2019 izdal, je pa čisto navaden, ima pa naslov Čisto navaden pogreb. In vse zgodbe so zopet iz domačega kraja. Zelo zanimivo je, Branko, da v svojih knjigah vedno opisuješ ženske, ali se pa celo daš v žensko kožo. Pa bi mogoče tule prebrala en odlomek iz tvoje knjige. Sestavek si pa dal v lanski naš zbornik, številka 7, pa prisluhnimo, kako si se ti počutil kot ženska, kaj si občutil. Otrokom sem že na začetku šolskega leta obljubila, da če bodo še naprej tako pridni, bomo šli na končni izlet. Prva generacija, ki bo šla na izlet, pravi končni šolski izlet. To ne bo navadni peš izlet, sprehod do bližnjega hriba, tam malica in nazaj,
kot so ga bili vsako šolsko leto do sedaj vajeni. Ne, mi gremo na izlet z vlakom, peljali se bomo s pravim vlakom, večina otrok prvič. Večina jih bo tudi prvič videla mesto z velikimi hišami, trgovinami, z vsem, kar mesto premore. Na vse načine sem jim pripovedovala, slikala, kakšno je mesto. Kakšne so tam hiše, trgovine, ulice, kakšni ljudje tam živijo, kot da bi bili drugačni od nas. Vsemu so se čudili, vse jim je bilo novo, težko so se to dojemali, čeprav so bili bistri. Mesto jim je predstavljalo novo čudo, neko veliko, novo, neznano stvar. No in v tej zgodbi ti pripoveduješ kot ženska, kot učiteljica, ki je te svoje otroke peljala na izlet. Se pravi, da se ti zelo dobro v svoji domišljiji tudi vživiš v žensko. V vseh zgodbah imajo večinoma res glavno vlogo ženske, v takšni ali drugačni obliki. To je ena mala posledica tega. Celo življenje sem delal v ženskih kolektivih. In si dobro poznal te njihove obnašanja, spletke, ja, pogovore. Če si malo samo opazoval, si že vse naprej vedel. Bilo pa tudi veliko tega, kot otrok sem mogel pomagati na polju, na njivih. In to so prišle običajno starejše ženske skupaj, delale in med delom so tako klepetale, da so pozabile, kaj govorijo največkrat. In jaz seveda lepo vleko na ušesa. Velikokrat sem tudi take slišal stvari, ki jih naj ne bi še kot otrok slišal, ampak sem vse vedel, kako se kateri moški po vasi obnašajo. Ko sem pa bil potem pri ženskih kolektivih, tu sem pa vedno, ne vem, jaz sem imel tako vedno navado, da sem vse ženske poslušal in pritrdil, še jim kaj dodal, da kaj so. In so še potem vedno več povedali, ko bi sploh kaj vprašal. In so me vse cenili ravno zato, ker si jih znal poslušati. Potem sem pa vse te like lahko uporabil v svojih zgodbah. Nisem nikoli dobil za to neke kritike, da se katera bila kaj jezna ali kaj, ker sem vedno združeval. Ali se je pa katera od žensk kdaj v teh tvojih knjigah prepoznala in ali si dobil mogoče tudi kakšno pripombo, kako si koga opisal? Ne, ženske direkt mi nobena ni rekla, da to, ampak dobil sem pa včasih, pa še zdaj dobivam kakšne pripombe, da mi kdo pove, pravi, ja, viš, dobro si napisal, ali pa tudi tega pa si malo zgrešil. Tako da jaz nisem pa nikoli to gledal na te kritike kot nekaj slabega, ampak vedno sem vzel, ker sem tudi tako pisal, da je potem na koncu mogoče iz različnega dogodka nastal čisto neki drugi dogodek, čisto neka izmišljena stvar. Po drugi strani pa tudi opisujem, vedno jemljem stvari, ki so že pretekle. Tako da ni tistega direktnega, sprotnega. Niso ljudje, ki so še živi, da bi ti lahko ugovarjali, ne? Tako pa veliko domišljije treba vedno vzeti zraven. Ja. No, za svoje delo na kulturnem področju si leta 2008 prejel občinsko priznanje. Leta 2020 pa si dobil v okviru literarnega društva Sončnica literarno nagrado Pokal Sončnica. Kaj ti pomenijo recimo taka priznanja za tvojo ustvarjalnost, za tvojo aktivnost na kulturnem področju? Ta priznanja mi veliko pomenijo. To je pač neko priznanje, da te cenijo, da vidijo, da si res nekaj naredil. Sploh priznanje Sončnice mi pomeni, ker tudi vem, da sem ga dobil tudi za tisto, ne samo literarno, ampak še tudi za kako drugo delo. Ker, ne vem, nimam pa drugače navade, da bi pisal zaradi priznanj za nagrada in podobno. Jaz vedno, tudi za kritike ne pišem, jaz vedno rečem, ker meni je najlepša kritika tisto, ko nekdo prebere knjigo, pa jim pride povedati, pravi, dobro si napisal. Da mu je všeč vsebina, ne? Ja, ker jaz vedno pravim, da vsake oči imajo svojega malarja, vsaka knjiga ima svojega bralca. Bog pa tudi za vse ni dober. In da se pravim, tako da priznanje se vidi, da tudi občinsko sem tako sprejel.
sem se trudil v kraju, da bi nekaj se dvignilo in smo uspeli. In ko napišeš neko knjigo, kaj te potem žene naprej, da napišeš še drugo in po njej še kakšno? A je to neki notranji vzgib? In še to me zanima, a ti nosiš kdaj kakšno beležko s sabo, pa si kakšne stavke, kakšne misli, kakšen kontekst, zapis zapišeš takole na terenu? Ena knjiga končana, takoj že neke ideje prihajajo, običajno za drugo. Jaz gledam to na tako, ker ljudje smo tako ustvarjeni, da moraš iz sebe dati. Nekateri to veliko govorijo, nekateri pa tudi zapišemo to. In pa zelo prijetno mi je, ko vidim ene stvari napisane, pa enkrat preberem, dvakrat, če je v redu, če ne pa potem popravljaš. Najhuje pa mi je to, pa to se mi skoraj pri vsaki knjigi zgodi, ko knjiga izide, ko vzamem v roke, ko pregledujem, tu sem ga zgrešil, tam sem zgrešil, to bi drugače napisal, ono bi drugače. Ampak kaj, knjiga je že zunaj, ne moreš popravljati. Drugače pa ne nosim nobene beležke s sabo, to nimam, kakšen kos papirja si včasih kaj napišem na listek. Večinoma pa knjige najprej, lahko rečem, skoraj celo predelam v glavi, da potem, ko pišem, da samo tiste misli, ki si pobiram iz listkov in potem tiste listke v stran mečem, ko uporabim, da se mi ne ponavlja. Pomembno se mi pa zdi nasplošno za opisovanje, ko sem za tole zgodovino svetega Florjana iskal, vidiš potem, kak je to hudo, če ni napisanega. Imel sem to smolo, vsi pravi cerkvena kronika, največ ti da, če je dobro pisana. Jaz sem to enega župnika, ki je par let pisal, je napisal, kdaj so spomladi kopali, kdaj so obrezali vinograd, pa koliko litrov vina so natočili v jeseni. In to je bilo za celo leto v kroniki in to 10 let. In pa se vprašaš, a ni bilo nič drugega v kraju. Tako da se vedno imam potem zato ravno pred očmi to, čim več je treba zapisati. Da ima vsak potem v poznejšem času kaj od tega. Kaj pa zdaj nastaja novega pod tvojim peresom oziroma pod tvojimi prsti na računalniku? Če nam zaupaš, kaj bo nekaj novega letos ali drugo leto prišlo na svetlo? O novih stvarih ne rad govorim, dokler še ni dokončano. Ker se mi že to zgodilo, da sem eno stvar razlagal, to pišem. Prišla pa čisto druga stvar, vem. In pa sem poslušal, da sem jih farbal. Trenutno zdaj sestavljam zopet ene spomine iz domačega kraja, o preteklosti, mogoče tudi malo osebni bodo. Zdaj pa, če bo pero, oziroma če me bodo prsti po tipkah računalnika lepo tekli, bo to išlo drugo leto. Pa vedno se najde kaj takega zapisati in zato jaz pravim, treba je zabeležiti vse stvari. Branko, naj ti lep kraj, tvoj domača vas, naša lepa pokrajina, naj ti da še veliko navdiha pri pisanju, najdi še veliko zanimivih tem in želim ti še veliko uspešnih knjig. Hvala za tale pogovor. Hvala lepa.